Fotografski atelje Apel je bil kot obrt, je deloval kot komercialni fotografski atelje in sicer od leta 1923. Se pravi, da smo lani smo napolnili 100 let. Ime smo samo delno spremenili, pač ker se je do konca 90. let je bil fotoatelje Apel, paralelno smo pa v začetku 90. let tudi ustanovili atelje Apel, ki ima širšo dejavnost, ne, torej moja glavna dejavnost je gledališka scenografija, tako da se atelje še ukvarja predvsem z temi stvarmi, torej z gledališko scenografijo, tudi z drugačnim oblikovanjem, delno z arhitekturo. Fotografska dejavnost je pa v tem komercialnem smislu bila ukinjena leta 1898, saj kot nek odprt atelje, ki se je ukvarjal z to široko paleto fotografije, torej z fotografijo za osebne dokumente, s poročnimi fotografijami, z otroškimi fotografijami. No, ta fotografija je pač, recimo otroška fotografija je ves čas bila prisotna od začetka, ne, torej od zgodnjih 20. let prejšnjega stoletja, pa do takrat, ko smo konec stoletja nehali komercialno delati. Razen te otroške fotografije je bila recimo dolgo obdobje, mislim torej že pred drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, to se vidi po negativih, kar jih je ostalo še v tem arhivu komercialnega ateljeja, ne. Veliko je bilo fotografije vojakov, ne, ker so pač vojaki služili vojaški rok v Mariboru, torej še v času kraljevine Jugoslavije in tudi kasneje. Ne. Vojaki so bili neka taka stalnica. Ne. Zdaj, ob tem komercialnem delu fotografskega ateljeja Apel je seveda Mirko Japelj sledil svojim bolj torej umetniškim oziroma ustvarjalnim svojim željam, ne, in je ob tem peljal fotografijo v smislu, ki je bila njemu blizu in ki je torej drugačna od te komercialne fotografije, ki je pač atelje peljal, v katerem je bilo zmeraj zaposlenih kar nekaj ljudi. Ves čas je delala v ateljeju tudi njegova žena, moja babica Ema Japelj. Tudi spoznala sta se na ta način, ker je bila ona najprej njegova fotografska pomočnica, potem sta se pa poročila in skupaj vodila atelje Japelj. Ona ga je vodila do takrat, ko sem jaz prevzel obrt. Obrt sem prevzel, jaz sem sicer na srednjo šolo sem hodil na gimnazijo, ampak ob gimnaziji sem tudi končal fotografsko srednjo šolo oziroma poklicno fotografsko šolo, tako da sem tudi pridobil fotografsko izobrazbo in sem potem leta 1986, se pravi tudi že skoraj 40 let nazaj, sam prevzel ta atelje, ne. Leta 1986 je bila babica stara 82 let. Ne. Ona je bila od svojega, ne vem, verjetno od 16. leta do 82. leta je bila redno zaposlena. In tudi na koncu se nekaj ni mogla odločiti, da bi šla, no, pol smo le nekako se dogovorila, ne, da sem jaz prevzel ta fotografski atelje v organizacijskem smislu, ampak v smislu, tako kot je ona živela, ne, da je ves čas za eno pisalno mizo sedela in imela kontrolo, to pa je še ostalo. Ne. Tako da ona je še kar nekaj let potem, sem jaz vsak dan šel po njo, tukaj na Vrbanski je stanovala, in sem jo pripeljal v atelje, da je bila tam, ne, in je potem ona imela blagajno in vse te stvari je ona vodila. Je pa njej bilo tudi to pomemben del njenega socialnega družabnega življenja, ker so bile v ateljeju so bile zaposlene ves čas ponavadi pomočnice. Imeli so tudi nekaj pomočnikov, ampak jih je bilo manj. Se pravi, zmeraj so bile vsaj 3 ali 4 zaposlene, ne, in je pač bila je navajena, ne, torej raje, kot da bi bila doma sama, je vsak dan prišla v atelje, se je pogovarjala pač poznala jih je, ene so bile mlajše, ene so bile starejše, ene so bile dalj časa. Ne. Zdaj, če se še vrnem še na hitro k tej otroški fotografiji, ta otroška fotografija je pač bil tudi privilegij za nas, za otroke, torej za otroke in vnuke in tako dalje, ne, ker imamo tudi sami veliko
Jaz, recimo, midva s bratom imamo veliko ateljejske fotografij, ki jih je še dedek naredil v ateljeju, ne, ki so mu tudi bile zelo zanimive. Obenem pa potem, ko sem pa tudi jaz prevzel in dalje delal, sem pa jaz tudi svoje otroke. No, smo še neko obdobje obstaja, recimo iz 90-ih, kjer smo recimo vsak dan ali pa kdaj ob koncu dneva, ne, smo še zmeraj, potem si še ne pol ure vzeli, pa smo naredili kakšne fotografije, priložnostne, pustne, odvisno od dneva. Zdaj bom jaz, najprej vam bom zdaj, torej mislim, z dedkom, dedek je umrl leta 1973, takrat sem jaz bil star 12 let, ampak ker je bil ta atelje tam, kjer je tudi še zdaj, ne, torej na sredini Gosposke ulice, sem jaz bil velikokrat tam, ne, torej velikokrat sem bil, meni bil, atelje mi je bil zmeraj zelo zanimiv, ne, ko sem bil pač majhen otrok, so se zmeraj te pomočnice pač tudi z mano igrale, ne, tudi dedek si je zmeraj čas vzel, pa zelo je bil nagnjen tudi k temu, da je kakšne neumnosti podpiral, no, kar drugi niso, ne, tako da sem jaz bil zelo rad tam, no, kasneje pač po njegovi smrti sem pa tudi torej k babici precej hodil, no, in sem tudi včasih jim kaj pomagal, poleti recimo to, mislim, pomagal sem v okviru tega, kar sem znal, ne, torej recimo koverte, ne, je bilo treba poštempljati, pa v fotografije smo imeli ne žig, ampak vtisnili smo v fotografije fotoatelje Japelj, ne. Kasneje so me pa tudi, potem ko sem na to srednjo šolo hodil, so me pa tudi naučili, ker se mi je zdelo to nujno, kljub temu, da je to zdaj neka zelo izumrla veščina, ne, torej babici se je zdelo nujno, da se naučim tudi retuše na negativu in retuše na pozitivu, ne, kar je bilo do takrat in tudi ves čas v 20 letih običajno, ne, torej da se je na negativo najprej popravilo napake in sence in delno pomladilo ljudi, ne, potem pa še na koncu na izdelani fotografiji napake, ki so nastale na fotografijah. Zdaj pa da vidimo, evo, tako. To je zdaj fotografija Mirka Japlja. Jaz sem sicer napisal 30. leta, verjetno je pa to zgodneje, verjetno so 20. leta, težko ocenim. No, on je bil, Mirko Japelj je bil rojen leta 98 v Medvodah, tako da tukaj bi lahko bil okrog 30 star, ne. Jaz predvidevam, da je to avtoportret, ker je ta fotografija, tako kot zgleda, mislim, da je to fotografirano na vlaku. Po mojem lahko bi bil vlak 3. razreda, pač ker ima leseno klop. In tudi glede na kot fotografije zgleda, kot da je bil fotoaparat postavljen nižje, ne, kot da bi na nasprotno klop postavil in se pač naredil avtoportret, ne. Ta avtoportret mi je tako zanimiv, ker zelo izraža nekako njegovo osebnost, ne, je bil tak zelo samozavesten in zelo družaben. Zaradi tega je tudi poznal veliko ljudi v mestu, veliko se je družil in z igralci in vsemi, ki so pač bili v gledališču. Verjetno je tudi na ta račun potem kasneje prišel do angažmaja v gledališču, ker je bil gledališki fotograf od poznih 20 let nekje do sredine 50 oziroma druge polovice 50. V 50 letih je še fotografiral tudi sam v gledališču, vendar so tudi že njegove pomočnice včasih to prevzele, ne, ker je bil takrat star okrog 60, pa se mi zdi, mogoče ni šel čisto na vse vaje, ki bi jih moral iti. Je pa zanimivo, da je potem praktično neposredno po tistem, ko je torej on oziroma atelje Japelj, ko se je nehal ukvarjati z gledališko fotografijo, da potem zelo hitro že so prisotne fotografije Dragiše Modrinjaka, ki je pa potem v dolgem obdobju tudi on potem fotografiral v gledališču v Mariboru. Zgodba Mirka Japlja je tudi zanimiva, no, kot sem rekel, rojen je bil v Medvodah, njegov oče je bil tam postajni načelnik, sta pa oba starša hitro umrla in je potem on in njegovi bratje so bili v reji pri sorodnikih, pri stricih, pri tetah v Ljubljani in je potem on v času Prve svetovne vojne
zaključil škofijsko gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani. Ne, torej, nekako se imenuje, no, v glavnem škofijska gimnazija pri Ljubljani. Glede na rojstvo leta 1998 bi ga lahko upoklicali v vojsko, ne, s tem, da on se je pač v vojsko ni šel zaradi tega, ker je v tem času, v najstniških letih, je dobil tuberkulozo, kostno tuberkulozo in je imel en komolec, ena roka je bila prizadeta in je imel en komolec manj gibljiv, ne, in je bil zgleda zaradi tega, ni bil v vojsko sprejet, ne, kar mu je v bistvu zelo pomagalo, ampak kljub temu tej hibi, ne, ker je imel pač omejeno gibljiv komolec, je bil izredno dober telovadec, ne, in je recimo še takrat, še jaz spomnim, pri 70-ih je bil sposoben torej na drugi roki, ne, se je naslonil za eno roko na vogal mize in je torej telovadne, zelo rad je pač te neke telovadne gimnastične vaje prikazoval, ne, to nekako še izhaja, verjetno iz te tradicije začetka 20-ih, ker je bilo, ne vem, in sokolstvo in vse ostalo je bilo zelo prisotno in je to veliko pomenilo. Torej po tej zaključeni gimnaziji, ki jo verjetno končal tam nekje konec prve svetovne vojne, so mu potem te strici verjetno omogočili, ne, oziroma so ga financirali, da je lahko šel v Prago in je potem tam zaključil, to se je uradno imenovala grafična šola, verjetno je bila to kot neka višja strokovna šola, kjer je on tudi se naučil osnov fotografske tehnike, oziroma tudi fotografije, ker je takrat še fotografija ni kot samostojna veda, ampak je spadala po te grafične znanosti oziroma veščine. In se je potem, to je verjetno potem po prvi svetovni vojni, če se je 18 končalo novembra, verjetno je za letom 1919 šel v Prago in se je potem v Mariboru je prvič prišel, zdaj ne vem, obrt je bila prvič registrirana leta 1923. Verjetno je prišel takrat ali pa mogoče malenkost naprej. Zgodba je zanimiva, mislim, to sem mi da ravno sem povedal to zgodbo, ker je na nek način podobna zgodbi Erdmana v Severnem siju Draga Jančarja. Ne? Tam torej ta oseba Erdman pride v Maribor slučajno kot tujec, ker je imel tu nek dogovor z nekom, ki se pa nikoli ne pojavi. No in moj dedek Mirko Japelj, njemu se na nek način podobno zgodilo, on je bil v Mariboru, glede na to, da ni bil tukaj, ne, mislim, Maribor je bilo tudi mesto takrat, ki je nek nov zagon imelo, ne, priselilo se veliko Slovencev od drugod, iz drugih krajev Slovenije, kasneje tudi veliko Primorcev, ne, se je priselilo v Maribor in je veljalo kot takšno mlado mesto z perspektivo in ambicijami. In on je bil tukaj v Mariboru dogovorjen z nekom, ki bi mu naj uredil službo, kakor se jaz spomnim, menda celo, kot da bi na Dunaju dobil neko službo, nekega pomočnika oziroma neke zvezi s fotografijo. Ne. In ta človek se ni pojavil, no, v glavnem nista se nikoli srečala, iz kakršnega koli razloga, ne, torej do te službe ni prišel in potem je bil v Mariboru in ni vedel, kaj narediti, ne, in je pač potem začel pač fotografirati komercialno. Ne. To pa recimo, kako pa je to delo, pa vem po zgodbah po ženini strani, ki ima svoje sorodnike oziroma njena mama, moja tašča je iz Kaple, Zgornja Kapla nad Dravsko dolino, ne, in pri njih so recimo imeli kar nekaj fotografij iz 20 let ateljeja Japelj, zaradi tega, ker je on se po Dravski dolini pa se je z vlakom peljal, pa je šel peš do teh krajev, neki so više zgore, pa je v enem tednu, eno soboto ali pa ponovadi čez vikend je to delo, je tam pofotografiral ljudi, ne, pa lepa naslednji vikend je pa te fotografije prinesel. Ne, to je bil nek takšen postopek in je na ta način pač ta verjetno prva sredstva, ki jih je rabil za preživetje v Mariboru zaslužil. V naslednji fazi je pa potem dobil prvi atelje oziroma uspel pridobiti prvi atelje na Koroški ulici v enem dvorišču. Žal ne obstaja nobena fotografija od tega, ker verjetno, jaz mislim na začetku tudi ni filma trošil za to, da bi fotografiral ta prostor ali kaj takšnega, ker pač takrat
torej vsi, ki se spomnimo filma, s filmom smo bistveno bolj skrbno ravnali kot z digitalno fotografijo. Ne. Pri filmu si pa navadi pri vsakem posnetku, ne glede ali je bil to negativ ali je bil diapozitiv, posebej že pri diapozitivih si zmeraj razmislil, mislim, nikoli nisem naredil zdaj serije nekih 5, 6 istega motiva, ne, ampak si zmeraj zelo varčeval, ne, ker si imel zmeraj omejen obseg fotografskega materiala. No in ta atelje, ki je bil od nekoga, pač nekdaj prej že tam bil v Mariboru, je bilo več fotografov v tistem času in tudi že iz 19. stoletja so obstajali fotografski ateljeji. To je bil tak klasičen dvoriščni atelje, steklen, ki je bil namenjen fotografiranju pri dnevni svetlobi. In po pripovedovanju babice, no to ni on sam povedal, ampak pač verjetno je prenesla to zgodbo, ko je imel prvo stranko, ni imel denarja, da bi kupil film. Ne? In je torej lažno fotografiral prvo stranko, potem pa je rekel, ampak zmeraj se je pri fotografiji bil princip, ko je stranka prišla, se je najprej napisal račun, pa se je pokasiralo, potem se je pa fotografiralo. Ne? In torej on je pokasiral, pa je pol lažno fotografiral prvo stranko, pa je rekel, oprostite, nekaj je bilo narobe, ampak moram po film skočiti, ne? Pol je šel film kupiti, no in pol je prvo stranko je na ta način fotografiral. Ne? To je ena od teh zgodb, ki mislim, da je resnična. Zdaj, če se vrnem v ta učna ali pa študijska leta, recimo tukaj je ena fotografija, ki je iz tega študijskega obdobja. Ne? Zdaj, on si je del neke fotografije, ki so mu bile zelo ljube, si jih je spravil, žal ne vse. Ne? Torej, tako kot si še povedala, ne? Žal se veliko arhivskih v arhivskih fotografij in vsega, žal se izgubi pri mnogih selitvah. Ne? Oni so se ogromno selili po Mariboru, po različnih ateljejih, ampak te so bili spravljeni. Torej, to tihožitje je verjetno tam iz konca, začetka 20. let ali pa na prelomu med 1920-21. In iz tega obdobja je tudi ta fotografija, ta portret. Ne. To je verjetno tudi nek šolski, mislim študijski portret iz začetka 20. let. Ne. Potem pa, kot sem rekel, v začetku, torej leta 23, se je potem, to sem pridobil v arhivu, v Mariborskem arhivu, je pa se prvič registriral, oziroma je registriral obrt in od takrat dalje je obrt torej brez prekinitve obstaja z temi spremembami imena, pa delno spremembami vsebine, tudi kar se dogaja do sedaj. Atelje je tudi ves čas med drugo svetovno vojno deloval. Zdaj recimo v nekem to pa je obstalo, v nekem arhivu obstajajo neka pisma, ker je on po vojni, ne, ker recimo, to je bilo lahko bi bilo sporno, da je ves čas med vojno deloval, ampak potem je z nekimi pričanji in z tudi dokumentacijo, po vojni obstajajo pisma, ker je on pol pisal, ne, da je med vojne on tudi sodeloval delovali so kot javka, torej atelje je bil javka, ker nekako ni bil izpostavljen na ta način, obenem je pa tudi recimo neko v tem delu Štajerske neko prvo serijo Titovih fotografij so oni izdelali, kar pa mi je oče rekel, da je recimo, da so dostikrat naredili, ker so pač tudi nemška vojska, so tudi nosili filme v razvijanje, ne, da so določene filme, če so jim se zdeli, da bi lahko koga kompromitirali, so tudi te filme, so pomočnice vsaj delno osvetlile, ne, torej uničile so jih, ne, da to je nekako po teh zgodbah, kako je bilo. Ne. Zdaj, potem v teh, no, v glavnem, pač vojno so kar v redu prestali, ne, mislim, babica je v glavnem pač s mojim očetom, ki je bil pač takrat star 7-8 let, no, sta v glavnem bila v zakloniščih, ne, pač so delali, kakor je bilo možno. Zdaj se pa, če se vrnem nazaj v ta 20. leta, ko je on začel potem z pač neko redno fotografsko dejavnostjo in komercialno in s to svojo, ne, je pa potem recimo tisto, kar je ohranjeno, je meni zanimiva serija pustnih fotografij. Recimo za to fotografijo ne vem, ali spada pod pustne, ali to spada pod zgodno gledališko fotografijo. Lahko bi bila gledališka fotografija, lahko bi bila pa tudi pustna, ne? Ker te
Pustne fotografije tudi iz pripovedovanja babice so bile pa seveda drugače kot sedaj, ker ima vsak možnost dokumentacije, takrat tega ni bilo možno. So na pustni torek so velikokrat fotografirali do polnoči, zato ker so vsi ljudje želeli seveda to dokumentirati in shraniti pustne maske, ki so bile takrat narejene. No in zdaj imam pač tu recimo nekaj primerov z tega časa, pustne maske, ki so bile, to so pozna 20. verjetno prelom, ali pa recimo potem je tale, recimo, to se mi zdi, da je neka podobna serija, potem je recimo, ta je tipična ateljejska pustna fotografija. No zdaj recimo te fotografije, to moram tudi zdaj povedati, zakaj so, pač nimajo točnih izrezov, te sem jaz zdaj preslikal zelo enostavno, zaradi tega, ker teh starih fotografij, pač nimam skenerja, ki bi bil prilagojen fotografiji, nekako načelno bi naj to staro fotografijo se boljše izogibati skenerjem, ker se lahko, torej tisto delno aktivno, če bi bilo slabo fiksirano ali pa karkoli bilo še aktivnega srebra v fotografiji, se lahko aktivira, pa se fotografija delno spremeni. Torej fotografije z klasičnimi skenerji, če res niso dobro obdelane, je zmeraj riskantno skenirati. To je zdaj verjetno iz istega obdobja, tudi po čevljih, recimo, če sodimo, tudi verjetno nekje konec 20. let. Pustna fotografija, pol tukaj je naslednja, tudi se vidi, da je to pustna fotografija iz ateljeja. In ta par, recimo na tej fotografiji že delno vidimo ta rob, ki je malo izgleda kot zbledel, to je, mogoče ni bila fotografija dovolj dobro sfiksirana, mislim, ne sfiksirana, sprana, ni bila dovolj dobro, in potem delno še je prišlo do teh poškodb na fotografiji. Zdaj te fotografije, ki sem jih do zdaj pokazal, so iz arhiva Atelje Japelj. To so fotografije, ki so pač ostale v nekih mapah, v nekih kuvertah, ki so torej pri meni oziroma spadajo pod Atelje Japelj. Te fotografije, mislim, te so ostale pri meni, kar se pa tiče gledališke fotografije, to, kar so pa na začetku omenila, torej o arhiviranju, predaji, dokumentacije, vso gledališko fotografijo, kar je bila pri nas, torej negative in pozitive, sem pa predal Slovenskemu gledališkemu inštitutu, ki zdaj to urejajo. Zadnje škatle tega sem predal celo letos, v začetku leta. Tisto, kar je zanimivo, žal nimam fotografirane, bi tudi pokazal, imam samo neke drugačne iz kasnejšega obdobja. Za posamezne predstave so oni zmeraj naredili tako imenovane panoje. Na te panoje so se fotografije z predstave naleple, napisal se je naslov, kdaj je bila premiera, in to so oni tudi pri sebi v izložbi razstavili, obenem pa so bile fotografije predane gledališču. Torej gledališča so imela enake fotografije v večjih formatih, ena kopija oziroma taka razstavna pa je ostala potem v ateljeju. In na teh panojih tudi zmeraj piše datum, režiser, tako da te paneli, ki jih je zdaj dobil Slovenski gledališki inštitut, so pač zelo pomagajo, da lahko določene fotografije ali pa negative, kjer nimaš nekih opornih točk, se jih da določiti, oziroma se jih da identificirati. Mislim, da njemu ta gledališka fotografija mu je bila seveda pač celo življenje potem zelo zanimiva. No, zdaj pa recimo tukaj je pa zdaj naslednja fotografija, ki ni shranjena pri nas, ampak to je iz razstave, ki je bila v Muzeju sodobne umetnosti v Ljubljani pred nekaj leti, ki se je nanašala na fotografijo na Slovenskem. Zato je tudi navedeno, da je na tej sliki Metka Feldin, fotografija Mirka Japlja, ateljejska. Ne vem pa, kje je bazično shranjena ta fotografija. Možno, zdaj recimo, kar sem našel, delno so fotografije v
v digitalni knjižnici Republike Slovenije oziroma v tem digitalnem arhivu, delno so pa v Slogi, to je pa v arhivu Slovenskega gledališkega inštituta. Torej, preden sem jaz dal fotografije, ki sem imel pri sebi, so oni imeli že seveda precej fotografij, ki so jih pa pridobili iz arhivov gledališč. Torej, gledališča so vse, kar je bilo pred vojno ali pa toliko staro, so oni že to tudi prej predali. Zdaj bom pa šel samo še skozi to ateljejsko, klasično ateljejsko fotografijo komercialno. To je pač zanimivo, to je edini primer, ki ga imam, sem tudi ta album zraven prinesel. To je nek album, ker je zanimiv, ker je vsak list ima drugo letnico, vtisnjeno. Torej, album je bil tako narejen, da si nekako vsaka 2 lista za 1 leto. In zdaj recimo ta fotografija, zdaj spodaj desno se vidi, je vtisnjeno 1927. Torej, ta par se je poročil leta 1927 in je v tem albumu not nalepljen, in pol gre to po vrsti, zdaj nisem vseh, recimo je potem, ko se je prvi otrok rodil, potem, ko sta že 2, in te fotografije za vsako leto, tu recimo tudi vidimo, to je tudi problem slabo sprane ali pa problem fiksacije. Te fotografije, mislim, da nekje do leta 37 so vsako leto ena. Oni so takrat naredili en album, kjer so hoteli narediti prikaz pač nekega spremljanja fotografskega družine v določenem obdobju za atelje, ampak se pravim, žal je to edini takšen primer, ki ga imam. Zdaj recimo ta deklica je tudi, če primerjam z drugim fotografijami, je tudi nekje iz 30 let. Žal nimam podatka, kdo je ta deklica. Tako kot sem pa prej rekel za panoje pri gledališki fotografiji, recimo tukaj je en pano, s tem, da je ta pano že iz leta, torej iz 50 let, to je 1955, kjer so te manjše fotografije. Zdaj po mojem to bilo mišljeno tudi, oni so sebi verjetno naredili več fotografij iz nekega fotosešna, potem gledališče pa si je zbralo tiste, ki so bile zanimive. Torej to je neko pozno obdobje gledališko, recimo tu pa je predstava Kuga iz leta 55 tudi, kjer so tudi te posamezne fotografije prikazane. Tisti panoji predvojni so pa še bolj obsežni, imajo dosti več podatkov gor napisanih, pa celo gledališke liste zraven nalepljene. Potem iz ene zgodnejšega obdobja, verjetno iz 20 let, je recimo ta fotografija, kjer tudi žal nimam podatka, kdo je ta violinist. Na fotografiji zadaj imamo napisano, zdaj se ne spomnim, kako se piše, gospod, da vemo, od koga nečak je, to je edini podatek, ki ga imamo. Zadaj piše nečak od nekoga. Zdaj, kdo pa je ta, pa žal ne vem. Torej, tega precej, takšne portretne fotografije, se pravi, to je fotografija, ki ne spada v ta komercialni del ateljeja, v neko redno komercialno dejavnost, ampak je to bila, s tem portretom se je on predvsem sam ukvarjal. To je on zelo rad sam delal. Recimo pri tej fotografiji tudi potem se da delno določiti, da je bila narejena, ker še niso mogli takrat, recimo zaradi svetlobe, nisi mogel tako natančnega ozadja narediti. To ozadje je retuširano. Torej ozadje iz ta svetlina okrog obraza in potem to, kar se temni, to je retuša. In tudi pri nekaterih naslednjih, dobro, to je recimo tudi iz 30 let, predstava Dogodek v mestu Gogi iz Slavka Gruma v gledališču v Mariboru. Te predstave, Dogodek v mestu Gogi so zanimive, tudi cela serija zanimivih fotografij obstaja, ker nekako bil zelo avantgardna vsebina. V podobnem obdobju se je predstava Dogodek v mestu Gogi tudi igrala v Ljubljani, oziroma se je prvič reprizirala v Ljubljani. Tam je zanimivo, tam je recimo Voduškova scenografija, ki je tudi izredno zanimiva, tukaj je scenografija kot neko ozadje. Zadaj nad mesto vidimo tega Nosferatuja, ki je verjetno tudi vpliv filma, ki je bil takrat recimo relativno svež, mogoče dobrih 10 let star, Nosferatu. Ljubljanska scenografija pa taka, da je bilo možno vstopiti v njo, v stavbe. To je ta razlika. Zdaj imam pa pol recimo še
to neko gledališko fotografijo. No, tukaj desno spodaj vidimo ta obtisnjeni žig, ne, ker je, tega še zmeraj imamo dva, ne, eden je Fotoatelje Apel, en je pa Emi Apel, ne, torej, ker je geprek, no, zdaj kako se to v slovenščini reče, mislim, vtisnjen, no, torej, kako? Suhi žig, no, vtisnjeno, no, recimo tukaj je igralka Elizabeta Barbič, igralci, ki so tukaj na teh fotografijah, tako kot sedaj, ne, tudi so v mariborskem gledališču nastopali in v ljubljanskem gledališču, tako da se pojavljajo v obeh gledališčih. Recimo te fotografije jaz snimam, je tudi iz digitalne knjižnice v Sloveniji. To je spet zdaj ena fotografija, to je fotografija, ki je zdaj drugačna, ne, ker je iz 50 let, tudi, ne vem, vidi se, da je popolnoma drug fotografski material, kontrasti so močni, ne, torej v nekem drugem obdobju bo narejeno. Jaz mislim, da je to njegova fotografija, da to ni fotografija, ki bi jo kdo drug posnel, pa ta se mi je zelo likovno zanimivo zdela, potem pa se pač vračam spet na te portrete, tu je recimo Jože Kostanjevic, tudi verjetno konec 20 let, glede na to, da ima tudi retuširano ozadje, ne, da je ozadje v bistvu na nek način slikano. To je pa fotografija igralca Milana Skrbinška, ki je tudi v Ljubljani in v Mariboru nastopal iz Otela v vlogi Jaga, ki jo tudi spodaj, recimo Slogi Slovenski gledališki inštitut jo hrani. Zanimiva mi je zaradi tega zbravstnjo, zaradi tega, ker obstaja potem tudi ta portret igralca Milana Skrbinška, ki ima ta podpis Mirka Japlja, ne, ker se na določene se je tako podpisoval. Sicer to je bila neka fotografija, kopija, ne, ki je bila, ker se vidi s temi križci, ne, verjetno so potem naknadno, ne vem, zakaj so ohranili tako, ampak se vidijo križci, verjetno je bil neki zares potem naknadno še narejen manjši kot ožji portret. Recimo teh fotografij je precej neko obdobje, dobro, ta je taka dramatična, ker ima nizko svetlobo od spodaj navzgor. On se je precej, mislim, ves čas je sledil trendom, ki so bili v Evropi, ne, tako da je imel tudi knjige, je kupoval, pa recimo obstaja kar nekaj škatel razglednic nemških filmskih in gledaliških igralcev iz 30 let, ne, ker je bila pač ta način osvetlitve, tehnološko, ne, so bile izredno dobro narejene. On tudi velikokrat poskušal na ta način delati, ne, ki je bil takrat najsodobnejši. No. Recimo, pač imamo tudi vrsto fotografov, recimo berlinskih, ki so bili takrat zelo pomembni. Ne. Iz enega od teh berlinskih ateljejev tudi izhaja Helmut Newton, ki je kot mlad fant mislim, da pri 16 je bil pri eni zelo znani fotografinji židovski v Berlinu, začel delati kot vajenec, ne. Potem sta pa seveda pač oba se odselila iz Nemčije. Torej, iz serije teh portretov, malo dramatičnih, je tudi ta portret Save Sever, ki se mi tu zdi likovno zelo zanimiv, igralke Save Sever, ki je tudi, recimo ta je malenkost kasnejši kot Skrbinško, ne, ker je na temnem delu delal. So pa seveda potem v 30 letih je serija različnih gledaliških fotografij. Recimo to je fotografija Pohujšanja v dolini Štrunjanski, tudi to je Tartif, pardon, to je Tartif iz 30 let. Igralec na desni je pa Max Furjan, ne, kot relativno mlad, verjetno, ne, kljub temu, da ima masko močno narejeno. Potem Pohujšanje je pa naslednja fotografija, ne, ki sem jo pač tudi likovno, ta je tudi taka tipična iz 30 let, ne, ki se prav čuti ta tudi film, recimo filmi iz 30 let imajo nekako tudi po kompoziciji nekako, ne, to je recimo Vlado Nakrst, igralec. Potem sem pa recimo, ker sva govorila o tem, sem recimo tudi pripravil fotografijo neke pošiljke poštne, ki je bila poslana v fotografski atelje. Fotografski atelje na Gosposki, tukaj smo zdaj najdaljše obdobje.
od leta 60. Ne. Prej se je pa fotografski atelje Foto Japer oni so bili vsaj na 10 lokacijah. Ne. Torej, na Gosposki so bili na 3 lokacijah, bili so na Slovenski, na Koroški. Zadnja lokacija, preden so se preselili na Gosposko 24, je pa bila na Partizanski cesti 4. Ne. Partizanska cesta 4, pač vi boste vsi vedeli, no, to je tam, kjer je sedaj modna hiša, oziroma je bila, no, tudi ni več. Ne. Tam je bila neka nižja hiša, v kateri je bila tudi zraven, je bila gostilna, vzadaj je bil Kostanjev vrt, gostilniški. In ko se je to v začetku 60. let, ko so te hiše začeli rušiti zaradi gradnje nove blagovnice, so se potem oni preselili na Gosposko, kjer je pa tudi že prej bil atelje fotografski, mislim, da je bil nemški fotograf, ki je pač takrat, on je umrl takrat, no, in je bilo to prazno, so se tja preselili. Ni pa ves čas bil tukaj fotografski atelje na Gosposki, ker je v 20 letih torej to stavbo na vogalu Gosposke in Jurčičeve, kjer je v pritličju Mladinska knjiga. Vse to skupaj, cela stavba je bila hrvaška hranilnica, ne? Torej spodaj je bila poslovalnica, v prvem nadstropju pa so bile pisarne, pa nek sef, ne? Tako da tudi pri nas, ko se pride zdaj v ta atelje, ker je bil atelje, so še zmeri takšna jeklena vrata težka, ki se jih da zapreti, da se iz stopnišča dostop v te prostore zapre, ne? Mislim, niso blindirane, ampak kot jeklene polkne, no? Tako da to je še ostalo. Zdaj pa recimo zadnji diapozitiv, ki ga imam, je pa karikatura Mirka Japlja, avtor je Remigi Bratoš. Remigi Bratoš je bil tudi zaposlen v gledališču, ne? Tudi sta se verjetno tam poznala. Recimo večino je teh ljudi, recimo tudi Danilo Gorinšek. Torej, veliko ljudi, ki jih najdemo v karikaturah Mirka Bratoža, so bili nekaj generacijsko povezani, pa tudi so se ves čas v mestu srečevali. Ne. No, to je zadnja od teh fotografij. Mislim, da smo vse obdelali, no, govorili smo o teh arhivih, ohranjanju, kar se meni tu zdi zelo pomembno ohraniti, ker se zelo hitro zgubijo. Ne. Torej, ta izguba je lahko zelo hitra. To tudi recimo po pripovedovanju babice vem, da v 60 letih, ko so se preselili na Gosposko, je bil arhiv steklenih plošč fotografa, ki je bil pred njimi tukaj, je bil na podstrešju. In ko so v 60 letih enkrat podstrešje obnavljali, so večino tega arhiva kar dol zvrgli. Ne. Mislim, tisti arhiv so ga takrat uničili, ne. Ampak nišče niti ni na to pomislil, oni so pač videli potem, ko je bilo že uničeno, ne. Tako da torej naš lasten arhiv, no, jaz imam precej še v nekih steklenih ploščah, torej jaz sem odbral del plošč, ki se ne nanašajo na gledališče, no, kar je bilo gledališče, sem dal v Slovenski gledališki inštitut, ostalo pa hranim, s tem, da pač je to tudi arhiv ni da je breme, ampak pomeni pač veliko dela, ne. Torej treba vse to urediti, posebej tam, kjer so negativi, verjetno treba, mislim, mora bi pozitiven narediti, mora bi potem to digitalizirati, potem pa se lahko to pač dalje uporablja, nekaj zdaj v neki obliki, ki ni direktno uporabljena in tudi več ta izdelava pozitiva iz negativa ni več tako, ne, je malo težko do tega priti. Kar se pa tiče, s tem zaključim, no, kar se pa tiče arhivov, ki jih ima Gledališki inštitut in pa Digitalna knjižnica Slovenije, ne, zgleda, da oni to zelo pač opozorijo in redno vodijo. Tako da, kadar pride do objav v raznih publikacijah, knjigah in tako dalje, ali pa na razstavah, torej me zmeraj kontaktirajo z dovoljenjem, ker pač uradno sem pravni naslednik, kar se tiče avtorskih pravic. Zdaj jaz te avtorske pravice oziroma dovoljenja zmeraj dajem brez nadomestila, ne, zato ker dejansko jaz nimam nekega dela s tem, ne. Jaz dam samo dovoljenje, da oni iz knjižnice pri Gledališkem inštitutu ali pa pri NUK-u uporabijo fotografijo.
Seveda bi pa bilo drugače, če bi jaz skrbel za ta arhiv in bi ga moral torej vzdrževati, moraš potem poiskati, poslati, ne, potem pa je seveda primerna in nujna neka odškodnina, ne. Kar je pri drugih mlajših arhivih sigurno bolj pomembno, ne, kot pri tem, ker dejansko samo formalno dovoljujemo uporabo nečesa, kar ni pri nas. Ne. Hvala lepa.